Avantura s kajakom v podzemlju Pece. Gre za edinstveno doživetje v opuščenem rudniku svinca in cinka v Mežici, kjer so po zaprtju leta 1994 prenehali črpati vodo, zato so spodnji deli rudnika zaliti. Danes tam nastajajo čarobna podzemna jezera. Kafe preko gremo v jamo s kajakom. Celotni del ogleda traja 4 ure, temperatura v rudniku pa je 10 stopinj Celzija. Avanturo sva pričela, ko sva si nadela čelado in svetilko ter se s pravim rudarskim vlakom popeljala po 3,5 km dolgem Blančnikovem rovu. Po 15 minutah glasne in tresoče vožnje z rudniškim vlakom smo prispeli do Unionskega vpadnika, kjer je sledil spust po stopnicah 95 metrov nižje do nivoja vode. Torej, naš rudnik je sestavljen iz 20 različnih nadstropij, mi jih kličemo obzorja. Štejemo jih v obratnem vrstnem redu kot pri zgradbah, zato je prvo obzorje najvišje, tik pod vrhom gore Pece, 2050 metrov nadmorske višine in samo 20 najnižje, približno 300 metrov nadmorske višine. Trenutno se nahajamo na samem 8. obzorju, spustili se bomo po teh stopnicah do 11. kjer je garderoba, tam bom dal neoprene. Pridemo do 12. obzorja, tam je pa voda pa kajaki. Smo na 10. obzorju, še eno. 500, 408 To je pa toplo. Ja. Vmes nam je vodnik razdelil preostalo zaščitno opremo, to je škornji hlače iz neoprena ter nepotopljiv jopič. Potem pa smo pot nadaljevali do kajakov, ki so nas čakali skoraj 700 metrov pod površjem. We will get to the kayaks right now, just to the left. Torej, zdaj bomo dobili kajake dol s tem, tudi na levi strani so prvi kajak, ko ga vidite, ga vzamete dol, pa mi sledite. 2 osebi greste na en kajak, sedete se še takrat, ker bomo vlekli kajake 10 minut. Samo prepričajte se, da ima vsak kajak, ko vzamete 2 vesla. Tako te pozdihuje. Voziš kajak? Da raziskujete tunele sami slepi rovi so, ne morate se zgubiti, če upoštevate 2 pravili. Zdaj smo šli čez pregrado, ko smo vzeli kajake, pa jih dali čez tako pregrado, sami ne greste. Torej se obrnete, greste druga. Imamo tudi en slap, pred slapom je stop znak, ko vidite stop znak, se tudi obrnete, ne greste čez. Imamo več kot 1000 km tunelov, zato če ne boste upoštevali, si kar hitro izgubite. Dobimo se ne tu, dobimo se na oni strani pri izhodu. Torej, izhod ni tu, je tam. Jaz bom čakal prvi izhodu, med tem, ko boste veslali, me boste našli, vam bom povedal, koliko časa še imate, pa se dobimo tam.
Če me ne najdete, vas ne rabi skrbeti, bom jaz našel vas, ni problema. Dobimo pa se 10 do 3, torej 2:50 tam pri izhodu. Okay? Med veslanjem po mirni, kristalno čisti vodi sva z Lilico raziskovala podzemni labirint zalitih rovov, dvoran in jezer. Še živ. Lej, kakšen motor je ta Lilica. Kdo je bil moj motorist? A, ti si bil. Jaz sem bila Ti si bil. Je bilo luštno? tvoj šofer. Ja. Ja. Za konec veslanja sva se spustila še skozi ozek rov, na koncu katerega je sledil skok čez manjši slap. Kako ste zdi? Pa lepo, tako avanturistično, tako primerno za naše leta. Pred izhodom iz rudnika smo se okrepčali z dobro knapovško malico in se peš odpravili po opuščenih deloviščih do podzemne železniške postaje, kjer nas je že čakal rudniški vlak, ki nas je odpeljal nazaj na površje. Je pa obilen ta za 2 osebe, je pa dosti, ja ti. Evo, se sedete kamor si hočete, you can sit anywhere you want. Ja, kada je? Stopite, Super je bilo, priporočava obisk. Midva v rudniku Mežica.